Lepo pozdravljeni v oddaji Snovalci prihodnosti. Moj današnji gost je Jaka Hrovat, ki že 8 let vodi družinsko mizarsko podjetje s 25 zaposlenimi. Poleg tega se pa ukvarja še s trajnostnim projektom, in sicer sajenjem dreves. 330 000 dreves je svojo ekipo posadil že v Tanzaniji, Indoneziji, Madagaskarju in drugod. Jaka, lepo pozdravljen in dobrodošel v oddaji. Ja, živjo, hvala za povabilo. Ja, Jaka, 27 nogometnih igrišč vsako minuto izgine iz površja zemlje. To se pravi, 27 nogometnih igrišč gozda vsako minuto izgine iz površja zemlje. Podatki so šokantni, zastrašujoči. Je bil to eden izmed razlogov? Kako gledaš na te podatke? Ja, danes vem, da je to zelo grozna statistika. Ko smo pa začeli s temi zadevami, pa se v resnici nismo zavedali, v kaj smo dregnili. V resnici nismo vedeli, kaj nas čaka. Ampak takoj, ko smo naredili tiste prve korake, smo rekli, ujoj, tole pa moramo iti noter in je tudi vas šokiralo v bistvu? Ja, zelo hitro smo ugotovili, da je to naše poslanstvo in želeli smo si tukaj narediti en korak naprej, no, ker nas je res čustveno pritegnili noter in smo kar nekako čutili odgovornost, da gremo naprej po tej poti. Ampak ta trajnostni projekt in tudi sajenje gozdov ni v bistvu za naravo. To ni reševanje narave, ne? Ja, v bistvu neposredno rešujemo naravo, ampak posredno pa s tem rešujemo človeka, ne, človeštvo, ker narava sama po sebi bo preživela. Ne. Za nas je pa odvisno, kako se bomo obnašali naslednja leta. Ne. In v bistvu ta projekt je hčerinski projekt tega mizarskega podjetja. Tako. Ja, zanimivo je, da ste se v bistvu lotili z bratom, sta se lotila tega projekta, pa čeprav v vašem podjetju predelujete lesene izdelke, ne? Je bilo to nekako... Ja, v bistvu so vse okoliščine, korak za korakom, vodile do Trisleta. Ne? Zdaj, podjetje Mizarstvo Hrovat je družinsko podjetje iz 57 leti tradicije, jaz sem 3. generacija in les, narava, te stvari so pač pri nas del vsakdana, a ne? In jaz sem v tem podjetju od leta 2012, se pravi 8-9 leto zdaj. In enkrat je prišla ideja, 2 leti nazaj, oziroma 3 leta nazaj s sodelavcem Domnom, sva razmišljala takrat še iz vidika, dajmo naravi nekaj vrniti, to, kar ji vzamemo, a ne? In nisva točno najdla, kakšna bi bila pot. Zdelo se nama je super, pač čutili smo odgovornost, ker smo z prve roke videli, koliko lesa se dejansko poseka, pa ok, mi smo majhna riba, a ne. Zdaj lesna industrija je ogromna, a ne. Ampak sva iskala način in sva hitro prišla na idejo, da če drevesa sekamo, jih dajmo še saditi, a ne. No in pol je nekaj časa minil, pa nam je kapnilo, pa dajmo pogledati, če lahko kakšne neprofitne organizacije za nas to počnejo. Ne? In so hitro naletela na Eden Reforestation Project, smo se povezali z njimi in od takrat naprej za vsako drevo, ki ga posekamo, posadimo novo drevo. Zračunali smo tudi CO2 odtis, ki ga spustimo, tako, ja, ki ga spustimo v zrak. In smo zračunali pol, koliko ga v zrak spustimo z avtomobili službenimi, z viličarjem, z elektriko, z vsemi zaposlenimi. In smo to vrednost potem kompenzirali z zasaditvijo dreves. In to je bilo prvo leto in nam se je zdelo noro dobro, kaj počnemo, a ne? In ker smo dejansko najdeli pot, dejansko delamo gospodarstvo, pa hkrati tudi nekaj dobrega. Vračate, ne? Ja, in to sporočilo je bilo v nas toliko močno, takrat se je pa pridružil brat Miha in smo rekli, nič, zdaj pa ta zgodba mora iti globalno, a ne? In je nastal Trislet. S tem je pa nastala tudi zapestnica, ki je v bistvu medij, da prenašamo to sporočilo naprej. A ne? To zapestnico bova tudi v drugem delu oddaje podarila. Ampak vi ste zdaj posadili, omenila sem že 330 000 dreves. Ja, res. Kako deluje ta projekt? Zapestnico izdelate? Ja, pot je trnava. V bistvu, če greva na začetku samo na zapestnico, zapestnice izdelujejo
se pravi, imamo način, da izdelujejo mamice, otrok, ki so doma. To zato, ker se mi zdi tudi odgovorno, ne? Recimo konkretno takrat, kadar ni sezone, imamo punco od sodelavca, ki to doma počne, zato da ni treba dejansko hoditi v službo in zapuščati otroke. To je prvi del te zgodbe. In kaj je zapestnica narejena, jih prodajamo na spletu in za vsako zapestnico, ki jo prodamo, potem v bistvu financiramo sajenje dreves, pa hkrati financiramo tudi izobraževanje oziroma širimo naše sporočilo prek socialnih omrežij. Tako da to je v bistvu zelo velik del je ta ozaveščenost. No in to v bistvu ta sporočila, ne, vaša so tukaj pomembna, ne? Tudi recimo v teh državah, kjer to sadite, so ta sporočila pomembna. Kako pa Slovenci gledajo na ta sporočila? Se jim zdi pomembno, da recimo kupijo zapestnico, ker z nakupom eno zapestnice v bistvu prispevaš k sajenju 5 dreves, ne? Tako. Ja. Se Slovenci radi odločajo za to, da bi recimo financirali ali pa spodbujali to sajenje na nekem drugem koncu sveta? Ja, Slovenci smo poseben narod. V bistvu iščemo ljudi, ki se zavedajo globalnega problema. Slovenija nima težav z deforestacijo. Se tudi tukaj spreminja gozd, in se nekateri gozdovi obnavljajo primerno, nekateri pa neprimerno ali pa neodgovorno. Fora je pa v tem, da so slovenski gozdovi razdeljeni na veliko lastništev, nekaj ima država, veliko imajo pa manjši kmetje in vsak poskrbi na svoji parceli, kako bo pač, kakšen gospodar bo. Saj je zakonodaja, ki to ureja, ampak nadzor pa zmožnosti tega kmeta je pa pač druga plat. In v splošnem Slovenija mislim, da ima okrog 60% pokritost z gozdovi. In tukaj gozdovi ne vplivajo na naše prebivalstvo na način, ali bo prebivalstvo živelo dobro, oziroma dobro, da ima minimalne standarde, da prebivalstvo ni lačno po eni strani, ali pa bo lačno. Pač tukaj v Sloveniji zaraščenost gozda ne vpliva, ne igra te vloge. Je pomembno za industrijo, je pomembno za kmetijstvo in tako naprej, je pomembno za živali, ki so v tem gozdu, ampak ne igra pa ključne vloge pri preživetju človeštva. Medtem ko v teh državah, kjer ste vi prisotni, pa igra, ne? Ja, in tukaj je tudi naše glavno sporočilo. Ker itak gozdovi se zaradi kapitalizma, zaradi interesov po denarju, ki je vedno bolj tudi interes po preživetju ljudi v razvitih državah, se gozdovi krčijo. In vsako področje ima nek drug razlog, ki je za tem krčenjem gozdov. Ampak mi, tako kot sem rekel, želimo rešiti človeško dostojanstvo in rešujemo dve stvari. Borimo se proti sekanju gozdov oziroma deforestaciji in hkrati lokalnim skupnostim, ki tam živijo, omogočimo neko bolj normalno življenje, ki ima nek smisel, pa da si lahko privoščijo šolanje otrok, če ne drugega, tudi to je vir prihodka, pa da pač živijo skupaj z naravo. Dobro, Jaka, hvala lepa, bova nadaljevala po kratkem premoru. Hvala. Dobrodošli nazaj v oddaji Snovalci prihodnosti. Moj gost je še vedno Jaka Hrovat. Jaka, najbolj aktivni ste pa trenutno v Tanzaniji, je tako? Ja. Tam gozdovi izginjajo 2-krat hitreje v povprečju kot drugje v svetu. Ja, res je, tam je naše srce. No in zdaj bomo pogledali tudi, v bistvu bomo videli video iz Tanzanije, pa nam boš malo povedal, kaj pravzaprav ta video pripoveduje. Ja, v glavnem... To je drevesnica, ne? To je drevesnica v Tanzaniji, ja. In tukaj se v bistvu sajenje dreves začne, tukaj se vzgajajo sadike. In te sadike tukaj traja pač odvisno od vrste drevesa, običajno je to par mesecev, toliko da je sadika dovolj velika, da se posadi na lokaciji. Kar je pa tukaj najbolj pomembno, je to, da v drevesnici delajo ljudje, lokalni, ki sicer ne bi imeli prihodka. Ker večina ljudi se tam
nekako preživlja s poljedelstvom. In recimo tukaj noter tudi delajo gospe recimo brez partnerjev, ki ne morejo same vzdrževati kmetije, tako pa dobijo denar, da lahko otroke pošljejo v šole. A ne? In od tukaj naprej grejo drevesa na kamionček in potem na različne lokacije, na različne nasade. In veliko sodelujemo tukaj tudi z šolami, ker ja, to je gorovje Usambara. Tukaj je bila zelo velike bilo gozda in ga je približno polovica že izginila, predvsem zaradi negospodarnega ravnanja iz preteklih let. A ne? Itak ljudje so sekali drevesa za konstrukcije, za ogenj, za ogrevanje, za to, da so imeli njive, polja in tako naprej. Ne? Ampak vse te stvari se še vedno tam počnejo. A ne? Ampak razlika je v tem, da v šolah, kjer so otroci, ki bojo dejansko spreminjali ta svet, a ne, že praktično pri 6-7 letih vejo, zakaj je pomembno imeti drevesa, zakaj jih je pomembno saditi, pa kako bo to vplivalo na njihovo prihodnost. In ko smo mi prišli tja, mi v resnici nismo točno vedeli, zakaj oni to počnejo. A ne? In vedeli smo, pač mi sadimo drevesa, rešujemo globalno segrevanje, rešujemo živali, habitate, naravne in tako naprej. A ne? Ampak, ko smo pa ugotovili ta pravi odgovor, zakaj pa je njim to v interesu, nam je bilo fascinantno, da pridejo prostovoljci pa potem sadijo. A ne? In tam smo videli, kaj je res razlog. In trenutno je gorovje Usambara ravno na tej točki, da se pojavlja sprememba podnebja, ker se gozd krči, pojavlja se erozija zemlje, pomeni, da zemlja ni več toliko rodovitna, ker je manj gozda, je manj vlage, pomeni, da tudi hrana, pač zelenjava slabše uspeva. A ne? In tam je to ključnega pomena, ali bo prebivalstvo sito, ali bo prebivalstvo lačno. In zavedajo se, da na starejših ljudeh ne moreš narediti velike spremembe. Lahko jih izobraziš, lahko jih usmeriš, ampak pri otrocih, ki bojo pa na tem svetu še dolg časa, pa ki bojo učili svoje otroke naprej, je pa najbolj pomembno. In oni vsak mesec naredijo, mi smo bili v 2 osnovnih šolah in na tisti osnovni šoli, recimo, ko smo prvo prišli, se je cela šola zapodi 180 učencev, razgrabijo drevesa iz tovornjaka, 1 uro dela, imajo 300 dreves posajenih, no, pol se pa usedajo pod drevo, pride ravnatelj, se vsi umirijo, zapoje eno pesemco, pol pa ravnatelj naredi predavanje, zakaj je to pomembno. In jaz, ki sem delal potem tudi s temi otroci in z učitelji in z ravnatelji, intervjuje, so mi dali čista prave odgovore. In ljudje tam v Tanzaniji, ki praktično nimajo denarja, nimajo trgovin, da si grejo kupiti takšne stvari, ki jih imamo mi, eni tudi za obut nimajo, so okoljsko bolj ozaveščeni, kakor ljudje v Sloveniji. No, pa to sem te želela prej vprašati, ne? Rekel si, v Sloveniji tudi sekamo drevesa za kurjavo, ne? Ja, tudi. Torej, nismo prav trajnostno, kako ti ocenjuješ, no? Pa za pohištvo, pa tako glede na to, da si iz mizarskega podjetja. Kakšen je tvoj občutek? Tudi, ko greš na sprehod po gozdu, vidiš koliko gozdov, pa ne vemo, a je to lubadar, lajk, ne ve, ne? Ne, sej smo imeli žledolom, pa lubadarja kasneje zatem in vse te stvari. In tako, kot sem rekel, odvisno je od gospodarja. Nekateri zelo dobro to vzdržujejo, nekateri slabo. Stopnja poraščenosti v Sloveniji ne pada. In spreminja pa se oblika gozdov, ker je žledolom veliko škode naredil in na to mesto bojo prišla pač nekje tudi drugačna drevesa. A ne? In kjer se ni zasajevalo, bo pač narava naredila svoje. A ne? Sigurno je tudi pri nas odvisno od prihodnjih let, kako bomo delali z gozdovi. A ne? Zdaj, a danes delamo prav ali ne, moje mnenje je, da se da veliko bolj delati z gozdovi, tudi v Sloveniji. A ne? Ampak
kljub Ni pa vsemu tako temu katastrofalno. delujemo veliko boljš kot večina držav v svetu. Aha. Rekel si, da v bistvu v Tanzaniji ste srcem, a ne tam je vaše srce, ampak ste prisotni pa tudi v drugih državah. Kako je v Indoneziji, Madagaskarju, mogoče če na hitro to poveš, pa se potem lotiva še Amazonije, amazonskega gozda in pljuč naš. Ja. Delujemo res je na več lokacijah. Tanzanija je prva zato, ker tam resnično verjamemo, da lahko na lokalnem področju naredimo veliko spremembo. Ker ne želimo biti razdrobljeni na preveč koncev, pa pol ni nikjer nič, a ne? In primarno Tanzanijo, ker smo se začutili tudi z ljudmi, ki so tam, da imajo podobne vrednote kot mi, da si želijo tega, a ne? Delujemo pa pol tudi na Madagaskarju, kjer je recimo tudi zginilo že 90% gozdov v primerjavi s tistem, kar je bilo pred prihodom človeka oziroma prednji človek začel pač izrabljati naravo, a ne? In tam sedimo se pravi, to je kraj Mahadžanga, to je severo-zahod, pač delta reke, tam se sedijo mangrovi. Potem v Indoneziji, večinoma na otočjih, otok Biak je tak največji, kjer se tudi pogozduje, posledica cunamija in se v bistvu tista področja, ki so bila že poraščena nekoč z gozdom, se zdaj ponovno pogozdujejo, tudi mangrovi. Ja, potem smo pa tudi prisotni v Amazoniji, Kenija, ki ima podobne izzive kot Tanzanija, pol Haiti, a ne. To so pa potem, rečemo temu, stranski projekti, ki hočemo tudi prispevati, hočemo pomagati, ampak odvisno je potem od naših suporterjev, od tega, koliko smo mi kot community skupaj močni, a ne. In če se dotakneva zdaj še amazonskega gozda, ne, podatki niso prav spodbudni, ne? Ne, podatki so grozni, ja. In kljub temu pač amazonski pragozd so pljuča sveta. To je daleč največji generator kisika na Zemlji, a ne? In mislim, da je celo dvakrat večji kot drugi in tretji skupino. Eden je afriški, mislim, da drugi da je v Indoneziji. Skratka, do leta 2030 se, ne bom rekel planira, ampak pričakuje, da bo četrtina tega bioma že uničena, a ne? In to je, če pretvorimo v kvadrature, to so grozne številke. 25% se še sliši, se jih bomo nadoknadili. Ampak mi to pretvorimo dejansko, koliko je to kvadratnih kilometrov, mislim, da je 870 tisoč kvadratnih kilometrov že izginilo, to je pa pol šokantno, a ne? In to je v resnici najbolj pereč problem, ki ga ima človeštvo za rešiti na Zemlji v tem trenutku, a ne? Ker to je pač dejavnik, ki bo vplival na globalno segrevanje, taljenje oceanov, na kvaliteto naših življenj in tako naprej, ne? Se pa začne v resnici pri nas. Začne se pri nas, no, ravno to sem želela reči, da v bistvu glavni razlog, ne, za krčenje amazonskega pragozda je živinoreja, ne, govedoreja. Tako je. Zdaj, trajnostno življenje pomeni, da imaš dovolj za svoje potrebe, kar je pa več, pa se pa sam odločaš, lahko nekateri rabimo manj, nekateri rabimo več, a ne? Ampak prav pa je, da toliko naravi vzamemo, toliko tudi vrnemo. Ampak recimo, če rečeva, da prehrana, ne, je tudi eden izmed načinov trajnostnega načina življenja. Tako je. In no, mogoče se bova o prehrani dotaknila po kratkem premoru, prav? Se vidimo. Dobrodošli nazaj v oddaji Snovalci prihodnosti. Moj gost je še vedno Jaka Hrovat. Pogovarjamo se o trajnostnem načinu življenja. Njihov projekt, vaš projekt je pravzaprav sajenje dreves. Če kupimo v bistvu tako zapestnico, prispevamo k sajenju 3 dreves. Je tako, Jaka? Res je. In to zapestnico bova sedaj našim gledalcem in gledalkam tudi podarila. Nagradno vprašanje pa je: koliko dreves smo že posadili v sklopu projekta 3 let? Torej, koliko dreves, mislim, da smo to danes že večkrat povedali, ste posadili v 2 letih? V 2 letih, ja. Ja, v 2 letih, tako je. Pravilni odgovor lahko pošljete na Facebook stran
televizije Ljubljana, TV Ljubljana. Če imajo pa kakršnokoli vprašanje v zvezi s tem projektom, pa vam lahko pišejo kam? Na socialna omrežja Trisled, se pravi spletna stran je trisled.si, je tudi Facebook stran, Instagram stran, tam imamo največ komunikacije. V drugem delu sva končala z amazonskim gozdom, s krčenjem, podatki niso spodbudni. Omenila sva tudi, da eden izmed trajnostnih načinov življenja je tudi pravilna prehrana oziroma prehranjevanje. Ne? Tako je. In eden izmed razlogov, kaj se dogaja v amazonskem gozdu, je tudi vzrok prehrana. Ne? Tako. V bistvu ta zahodnjaški način življenja nam svetuje, da jemo čim več mesa. Ker je to nekako po okusu dobro za človeka in več kot poješ mesa, več si ga želiš, a ne? V resnici pa to ni povezano z zdravjem. In glavni razlog je ravno ta naraščajoč trend hitre prehrane z mesom, kjer v bistvu je vedno več povpraševanja in nekje je treba to meso pridelati. In to je pa glavni razlog za krčenje konkretno Amazonije. Se pravi, pri amazonskem gozdu se sekajo drevesa zato, da dobimo dodatne površine za živinorejo, za govedorejo. In hkrati tudi drugi razlog, ki je zelo povezan s prvim, je gojenje soje za hranjenje te živine. Ne? In za oboje rabimo prostor. Potem so pa povezani razlogi tudi sekanje gozda za industrijo, za gradbeništvo in potem lokalci za kurjenje in tako naprej. Ampak ja, glavni je pa govedoreja. In v bistvu, ko si omenil sojo, samo 2% soje v bistvu je namenjeno za ljudi, ostalo pa za živali. Ne? Ja, res je. In zdaj si predstavljate, koliko manj površine bi rabili, če bi s tem ravnali trajnostno, če bi ljudje jedli manj mesa, pa več zelenjave oziroma rastlinskih produktov. In če bi na ta način želeli trajnostno vzdrževati našo zemljo, bi jih rabili kar 6. Zanimivo je, oziroma pohvalno je, da si že tako mlad v bistvu prišel do takih ugotovitev in tudi način življenja spremenil. Si ti veganec ali ješ meso? Ful spreminjamo svoje navade nasploh v Trisledu, no, in tudi jaz skupaj z ljudmi okrog sebe. Ja. Moram priznati, da stvari delamo korak za korakom. Nisem vegan, ne jem mesa oziroma se to zgodi ob redkih priložnostih. Kar je pa najbolj pomembno, je pa to, da to sporočilo širimo naprej. A ne? Ker če bomo spremenili naš način življenja, če bomo spremenili našo prehrano, kar je ključ, drugo so potem še transport in tako naprej, a ne? Ampak dokler bo vsak pri sebi vedel, kaj je za njegovo telo zdravo pa dobro, ker v resnici s tem, da ješ primerno hrano, da ješ rastlinsko hrano, v bistvu pozitivno vpliva na tvoje zdravje in na naravo. Seveda so določeni vitamini, minerali in tako naprej, ki jih moraš nadomestiti, ki jih dobiš v meso, pa recimo proteini, a ne? Ampak za vse te stvari tudi obstajajo nadomestki. Bolj je pomembno to, da svoje življenje nekako tako nastaviš, da se na te stvari korak za korakom navajaš, pa da tudi veš, zakaj to počneš, ker to te potem driva naprej, a ne? In ko smo se dotaknili tega materialističnega načina življenja pa potrošniške družbe, ravno ta teden sem prebrala, da se na svetovnem nivoju zavrže kar 1,3 milijarde ton hrane. V Sloveniji povprečno v letu 2019 67 kg vsak izmed nas, od tega 27 kg užitne hrane. Kako gledaš ti na to? Ja, začeti je treba pri nas, ne? Tako kot sem prej rekel. Vsak pri sebi, ne? Gospodarno ravnanje, tako s hrano kot z drugimi stvarmi, saj tukaj ni samo hrana, tudi z drugimi materialnimi stvarmi ravnamo čisto enako. To je samo navada, ki jo imamo iz preteklih vzorcev, ne, iz preteklih generacij, kjer to ni bilo pomembno, a ne, in smo si vzeli to, kar smo lahko, namesto to, kar rabimo, a ne, in to so pač posledice, ne. Po drugi strani pa tudi, recimo, punca dela v šolstvu
tam gre vsak dan polovica hrane v smeti. Zakaj? Zato, ker je zakonodaja takšna, da mora vsak otrok dobiti tok, pa tok, pa tok, pa tok. Nekateri tega ne jejo, nekateri zato, ker so zberčni, ampak nekateri pa tudi zato, ker se že zavedajo, kaj pomeni zdrava prehrana, ker so jih starši to naučili. In tam ni prehrana vedno zdrava. In kaj se s to hrano potem zgodi? Treba jo je vršiti stran, zato ker ni več užitna. Naj ne bi bila. Naj ne bi bila, ja. Ko smo se pogovarjali po telefonu, si rekel, da v bistvu v življenju ne potrebujemo veliko materialnih stvari za srečo. Kaj pa je zate sreča? Kje jo ti iščeš? Ljubezen. Jaz mislim, da vse na koncu smo vsi eno. Samo na kateri stopni ozaveščenosti smo pri teh stvareh. In dokler bomo skrbeli za en drugega, dokler nas bojo te stvari vlekle naprej, namesto materialnih stvari, ki si jih želimo več, pa v resnici nikoli ni konca, potem bo tudi naše delovanje. Mi bomo vsi lahko živeli trajnostno, ker ne bomo rabili več kot to. Najbolj je pomembno, da se imamo radi, da skrbimo en za drugega. In če je ta potrebščina, če je ta osnovna potreba zadoščena, potem ne bomo hlastali po več na materializmu, ker to je pa adrenalin in ta stvar pa človeka uničuje. In to se kaže na vseh nivojih danes. Kako misliš na vseh nivojih? To se kaže z tem, da imaš avto, pa ni dober, pa hočeš še enega. Da delamo hiše, ki so 3-krat večje od tega, kar potrebujemo. In ker se nam to ne uresničuje, ker sami nismo sposobni po domač toliko zaslužiti, pol so pa zraven še droge, alkohol, te stvari, ki pa to nadomeščajo, to notranje zadovoljstvo, ki si ga toliko želimo, ker ne prejmemo dosti ljubezni. Ampak če jo želimo prejeti, jo moramo pa najprej dati. Tako. Eden izmed načinov za zadovoljstvo je pa zagotovo tudi to, da najdeš svoje poslanstvo. In ti si ga našel. Ja. In podjetništvo ti je v bistvu omogočilo, da uresničuješ svoje poslanstvo. Je tako? Ja, res je. In pot do sem ni bila vedno takšna. Jaz sem zelo dolgo časa iskal, kaj je dejansko moje poslanstvo. No, ampak si ga hitro našel, pred 30. To je res. To je res. In dejansko sem mogel biti v mizarskem podjetju, mogel se vse to zgoditi, zato da smo videli, kaj se dogaja. In mi imamo tudi recimo v mizarstvu krasno poslanstvo. Mi dvigujemo kvaliteto življenja ljudi v stiku z naravo. In to počnemo za naše stranke in hkrati to počnemo tudi sami zase, ker želim tudi, da so naša delovna mesta urejena, da je čim manj nadur, da so delovni pogoji dobri, da so plače primerne. In če bomo te stvari, če bomo to kvaliteto življenja nudili našim strankam, bomo to tudi dobili nazaj. In tukaj je dodana vrednost v mizarstvu. V Trisletu, kjer je pa naše tudi glavno poslanstvo, je pa to, da pač naravi damo več, kot jo vzamemo, in predvsem, da to sporočilo širimo naprej. Da v bistvu vsi ljudje na svetu imajo možnost sajenja dreves in da vejo, zakaj to počnejo. To je naše poslanstvo. Dobro. Jaka, najlepša hvala. Mislim, da sva ta sporočila danes kar nekajkrat povedala. Ja. Hvala, da si bil moj gost. Vam, dragi gledalci, drage gledalke, hvala lepa in se vidimo prihodnji četrtek.